ves dan, vso noč. Angeli bdijo nad menoj, Gospod, ves dan, vso noč. Angeli, varujte me. Danes slišimo pri sveti maši. Tisti čas je Bog poslal angela Gabriela v galilejsko mesto Nazaret k devici, zaročeni z možem, ki mu je bilo ime Jožef iz Davidove hiše, in devici je bilo ime Marija. Angeli bodo v teh dneh imeli zelo veliko dela. Angel je šel recimo vprašati Marijo, če je pripravljena sodelovati v Božjem načrtu in postati Jezusova mamica. Angel je v spanju obiskal tudi Marijinega moža Jožefa in mu razložil, da ga Marija ni prevarala, ampak je otroček, ki ga pričakuje Božji čudež. Potem bo kmalu angel obiskal pastirje na poljani pod Betlehemom in jim povedal o tem, da se je v hlevčku rodil odrešenik. In na isti poljani se bo kmalu zatem zbral cel angelski zbor in pastirjem bodo prepevali slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem. Polne roke dela imajo v teh dneh angeli. Pravzaprav imajo angeli ves čas polne roke dela. In to ne le tisti, ki so opisani v Svetem pismu. Bog je vsakomur od nas zaupal svojega lastnega angela varuha. Mi jih sicer ne vidimo, kot ga je za trenutek recimo videla Marija ali kot so ga videli recimo pastirji v božični noči. Pa vendar so angeli ves čas z nami. Bog, ki je naš očka in ga zelo skrbi za vsakogar od nas, želi, da nas angeli varujejo pred slabim. Včasih nam v misli prišepnejo kako vzpodbudno misel. Ko nam skušnjavec prigovarja, naj naredimo kaj slabega, nas angeli opominjajo, da je prava pot poslušati Boga in njegove zapovedi. Angeli so čudovit Božji dar vsakomur od nas. Sonce kmalu bo zašlo, angeli bdijo nad menoj, Gospod, čuvaj me to noč, moj Bog. Angeli, varujte me. Pa lepo nedeljo nam vsem želim.